Dobro. In Metka Škofic nam bo tudi v nadaljevanju pravzaprav zgodbo o zanimivi in tudi zelo učinkoviti in koristni aplikaciji Kambi, ki je kot nekakšen 24-urni smerokaz za osvajanje inženirskega poklica, za razmišljanje o tem, ali bi sploh postali inženirji, zakaj bi postali in kje so tisti talenti, ki se skrivajo, pa morda še ne veste, da obstajajo. Nekako tako v to smer gre ta aplikacija Kambi, ampak več nam bo povedala Metka Škofic. Živjo. Lep pozdrav. Jaz sem malo preveč dinamična oseba, da bom tamle stala, tako da zelo rada krilim, pa da ne bom kaj podrla. Hkrati moram reči, da se pridružujem Darko, tale italijanski melos je tlele potegnil, da sva imela oba take glasove primerne za kakšne stare kancone, ampak če je Darko zmogel, bom tudi jaz. Tako da lep pozdrav vsem skupaj. Ja, danes je bilo že kar nekaj govora o inženirjih. Tako da jaz sem urednica projekta Inženirke in inženirji bomo, če kdo še to ne pozna, vam bom vse razložila, verjemite. Tako da mi s projektom skušamo poskrbeti, da bo slovenska industrija imela dovolj kadra. To je tako zelo na kratko. In ker pa smo številčno majhna ekipa in ker vsi danes govorimo o digitalizaciji, smo mi seveda našli način, kako bom rekla, pospešiti to našo navduševanje mladih, kako jih doseči tudi takrat, ko nas ni na neki šoli. Najprej eno vprašanje za vse zbrane. A je kdo že slišal za Kambi? Ok, nekaj njih, lepo, me veseli. Za vse ostale, a veste, kaj pravijo, če greš na eno konferenco, pa se naučiš samo eno novo stvar, je bilo vredno. Evo, vi ste že, bom rekla, danes ob začetku ta del pokrili. To seveda morate vsem povedati najprej, vsem, ki vas vpraša, kaj se pa naučil, kaj Kambi. Če ne veste, prosim vas, tamle gor je QR koda, seveda boste rešvali kasneje, čaka vas en vprašalnik, ki vam bo povedal, kateri inženirski profil bi bil pa za vas najboljši. Tako da, če ste že inženirji, ne pozabite, vedno obstaja možnost, da mogoče lahko zamenjate poklicno kariero. Tole je Katja. Katja je bivša gimnazijka prve gimnazije v Celju. Po enem našem dogodku Inženirke in inženirji bomo na prvi gimnaziji v Celju nam je poslala eno tako pomenljivo sporočilo. Pomenljivo sporočilo zato, ker je za nas je bilo presenečenje, da se s takimi vprašanji spopadajo punce v 21. stoletju, ampak nažalost je to velika njihova vsakodnevna realnost, ko se odločajo kam naprej, sploh po gimnazijah. Mi smo seveda se hitro odzvali na to njeno pismo, imeli veliko pogovorov s Katjo in z veseljem lahko povemo, da je danes Katja študentka strojništva fakultete v Mariboru. Zakaj? Zaradi ljudi, ki so jo ohrabrili. Tole je Nadja Čakič, zaposlena iz Devesofta. Pred kratkim so v Devesoftu gostili 5 študentov strojništva, med njimi so bili tudi punce in ko je vprašala eno od njih, in sicer Jasmino, je rekla, zakaj si se pa ti odločila za strojništvo? Ja, zato, ker me je navdušil program Inženirke in inženirji bomo. Z Jasmino smo ravno pred kratkim imeli en pogovor, intervju z njo bo tudi v ta novi številki IRT 3000, sam Darko še ne ve, sam zdaj sem mu povedala. In sicer, mi smo jo prav vprašali, ne, kaj pa preden si se odločila? Je rekla, ja ne vem, v bistvu nisem vedela sploh, kaj bi bila. Če bi obstajala ena splošna fakulteta, tako ker je splošna gimnazija, bi bilo najboljš. Dokler niso prišli inženirji in ji predstavili priložnosti in možnosti, ki so v inženirstvu, za nekoga, ki mu grejo naravoslovni predmeti, je bila to idealna izbira. V strojništvu ni razmišljala nikoli prej. Zdaj pa tako, mi si želimo, vi si pa zamislite, da lahko inženirke in inženirji, tako kot mi z dogodki po gimnazijah, nagovorijo čist popolnega vsakega dijaka v Sloveniji. To je naš cilj. Da jim povedo, kako inženirki in inženirji spreminjajo svet in s tem vplivajo na njihove študijske odločitve. Kjerkoli, kadarkoli. Mi temu rečemo 24/7. Hvala Bogu za internet. Tako da se vedno lahko z njimi pogovarjajo vsi mladi, pa ne samo mladi, tudi starši in tudi svetovalci v šolah, ki vplivajo na odločitve mladih. Zakaj?
danes, tole gre krasno s tole mojo dodano vrednostjo, o kateri govorimo danes. Tole so podatki iz leta 2020-2021 upisne fakultete. 1466 dijakov se je upisalo v prvi letnik ekonomije. 1868 na strojništvo plus računalništva plus elektrotehnika. In potem se sprašujete, zakaj nimate kadrov. Neznanka nam, zakaj podjetja, povprečno smo rekli, 47.161 je slovensko povprečje, v bistvu povprečna dodana vrednost na zaposlenega. Inženirska podjetja cirka 100.000. Ampak mladi tega ne vejo, sploh pa gimnazijci, tam, kjer je cel bazen talentov. Oni ne vejo ne v inženirstvu, oni ne vejo, kaj je to dodana vrednost, ne vidijo priložnosti zaradi tega, ker jim noben tega ne pove. Noben jim ne pove, koliko vas nagovarja mlade, koliko jih spodbuja v tej smeri. Tukaj pa pol pridemo mi. Poslanstvo projekta Inženirke in inženirji bomo hkrati aplikacije Kambi, ki jim je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, tudi po noči, ko pridejo z žurov, če začnejo filozofirati in se pogovarjati sami sebe v smislu življenja, grejo lahko tudi sredi noči na Kambi aplikacijo pogledati. Tole je Dora, naša prva inženirka leta iz 2018, ki je pravi, je zelo lepo povzela naše poslanstvo. Namen je, da imajo mladi vedno na voljo dovolj informacij, da se samozavestno in samostojno odločajo, a jim s tem, a jim tehnika, a jim ta poklicna pot odgovarja ali pa ne. Ko nekdo ve, ko pozna informacije, ko jih ima, se lahko potem samozavestno in samostojno odloča. Dokler imajo pa v bistvu, bom rekla, uvide samo v eno smer, so pa njihove odločitve tudi lahko omejene oziroma mogoče ne prave in tukaj zgubljamo en ogromen, bom rekla, veliko enih talentov, imamo pa potem pri 40 polno eno nezadovoljnih zaposlenih, ki ne vejo čistočen, kaj bi sami sabo, pa bi se že pri 40 najraje šli v penzijo. Ne? Tole so naše zgodbe. Kot vedno, veste, tukaj danes je tudi Lea. Kam si se usedla? Prej sem te videla, Lea. Že. Tamle gor je tudi Lea Pilič, LTH Castings, nominiraka za inženiriko leta iz leta 2020, ki je seveda, bom rekla, intenzivno navdušuje mlade za inženirstvo. Tole so naši sodelujoči mladi inženirji, ki navdušujejo mlade. Kambi aplikacija je aplikacija, kjer mladi v bistvu dobijo na radar inženirske profile. Tam vidijo, kaj inženirski profili ponujajo, različni, bom rekla, profili na različnih delovnih mestih. Kakšne kompetence so potrebne, jih primerjajo s svojimi kompetencami in vidijo, s katerimi profili se v bistvu najbolj ujamejo. Preko testa, bom rekla, preko ene take kratke ankete, oni začnejo se malo pogovarjati sami s sabo. Kaj pa če tole zame? To je naš namen. Ko oni zaključijo, jih potem aplikacija pa takoj popelje na video zgodbe mladih inženirjev v njihovem delovnem okolju. Pa ne samo to, noter imamo več različnih inženirjev strojništva, recimo, da lahko pogledajo, kaj en inženir strojništva lahko vse počne. Nikoli, bom rekla, zelo redko se najde ravno dva, ki pa čisto isto stvar počela, razen če sta ravno sodelavca. Pa še tam so ponovadi inženirske ekipe, mečkam bolj interdisciplinarne. Nekako pripeljemo v bistvu inženirje, inženirstvo v njihove domove, v njihove sobe, v njihove glave. Mislim, da je tole zdaj lepo, pa si poglejmo eno to zgodbo. Na študij mehatronike sem se odločil, ker me že kot otroka tehnika izredno zanimala. Že takrat sem vedel, da bo moja poklicna pot tehnične smeri. Po končani srednji šoli sem se zaposlil in se šele kasneje vpisal na študij mehatronike. In ta študij mi je bil kot pisan na kožo, ker je vključeval vse tisto, s čimer se še danes srečujem na svojem delovnem mestu. In sicer z robotiko, elektrotehniko, strojništvom in računalništvom. Sicer pa je moje delo izredno zanimivo, dinamično in polno izzivov. V ljubljanskih mlekarnah sem zaposlen kot tehnolog v vzdrževanju na oddelku proizvodnje trajnih izdelkov. Moje naloge so preventivno vzdrževanje strojne opreme, planiranje servisov, ugotavljanje in odpravljanje napak, ki se pojavljajo v proizvodnem procesu, in pa razne nastavitve strojev, robotov ter naprav. Delo v prehrambeni industriji vsak dan prinaša nove izzive. Potrebno je zadovoljiti visoke standarde, ki so v živilski industriji prisotni. Ob vsakem posegu na stroju se je potrebno zavedati, da bo končni izdelek zaužil potrošnik. Vzdrževanje tega nivoja pa predstavlja velik izziv za vse zaposlene v proizvodnem procesu.
Zdaj, prej sem bila malo kregana, zato ker sem zbrala posnetek, ki se zelo slabo sliši, kaj govori. Ne? Pa sem rekla, če hočeš, da bojo mladi dobili real feel, kako izgleda v proizvodnji, pol je tak posnetek najboljši. Da bojo slišali, kaj se sliši v ozadju, pa koliko se v resnici treba včasih malo dreti. Kaj Kambi naredi, kaj počne, zakaj Kambi? Na raden mladih, njihovih svetovalcev, predvsem svetovalk v šolah, postavlja inženirske, tehniške poklice. Moram povedati, da svetovalne delavke v srednjih šolah imajo zelo malo uvidel v realen trg dela, v te trende in jim je treba malo pomagati. In so zelo vesele in zelo hvaležne, da imajo ena dodatna orodja, načine, kako mlade usmerjati. Mlade spodbuja, da v inženirstvu, tehnike in naravoslovju razmišljajo kot o svoji izbiri študijski in poklicni, kot o svoji karieri. Se pravi, predstavlja jim mogoče eno pot, ki se sploh nikoli prej niso zamišljali. Omogoča skalabilnost navduševanja. To pomeni, da je dostopen vsem. Mi pridemo na šolo, pripeljemo inženirje, se pogovarjajo, pa gremo mi domov. In oni spet ostanejo sami. Razen, če nimajo v šoli res eno svetovalno delavko, ki je totalno navdušena nad nami, pa pol to še naprej forsira, je zelo fino, če imajo še kakšno orodje, ker tudi pol, ko mi gremo iz šole, ga lahko svoje znanje, svoje vprašanje nekam naslovijo in se o tem pozanimajo. Povezuje vprašalnik, se pravi anketo, inženirke in inženirje na delovnem mestu in pa interakcijo s temi dotičnimi inženirji. Aplikacija Kambi komunicira inženirstvo. Nekaj, kar mi pravimo, malo pomagamo pri marketingu za inženirje, za mlade. Zdaj, naša aplikacija je bila, bom rekla, to je nekak produkt koronski, ne, COVID je bil tudi za nekaj dobro, kaj čemo, pač vsi smo se na hitro digitalizirali. Do zdaj imamo 23 inženirskih smeri, 30 video zgodb, skoraj 8000 ogledov teh zgodb, v letu 2023 pa načrtujemo konkretno nadgradnjo. Zdaj je dobre 2 leti zunaj, zdaj vidimo, kje so manjki, kaj je treba mladim še malo dati, kaj pogrešajo. S Kambijem smo šli zdaj tudi v osnovne šole, vsi pravijo, je treba začeti čim bolj zgodaj, tako da zdaj testiramo tudi osnovnošolce, ker so bili zanimivi, da v primerjavi z ostalimi srednješolci tem mladim vsem bilo jasno vse v 7. razredu, 7., 8. razred. Edina stvar, ki niso vedeli, je to, kaj je to rutina. To je bil odziv. Niso vedeli, kaj je to rutina. Tako da delamo na tem, da seveda prilagodimo tudi jezik ob reševanju pač tok starim, ne? In jih začnemo že v osnovnih šolah navduševati. Zdaj sem prišla do konca. Tako je. Mi smo projekt, ki navdušuje. Mi smo iniciativa. Pripeljemo inženirje, ampak mi sami inženirjev nimamo. Inženirje imate vi. Inženirje, ki jih mi rabimo, zato da bomo mlade spodbujali v STEM, v tehniko. Zato, da se bojo mladi za to odločali in da bo potem dolgoročno Slovenija še vedno uspešna, industrijska, konkurenčna država na globalnih trgih, da se bomo lahko vsi pohvalili s tako dodano vrednostjo, kot je prej gospod Strašek razlagal, no, bom tako rekla. A ne? To so nam želje. Ena splošna blaginja in trenutno vemo, kako jo lahko dosežemo. To je ena posebna ponudba. Kambi je drugače dražji, sploh letos, ko so nadgradnje. Ampak ker mi res rabimo mlade inženirje, je tole posebna ponudba za vse udeležena podjetja na današnjem dogodku in jutrišnjem, bom tako rekla, na letošnji konferenci. Mi vam pripravimo intervju, mi vam naredimo video, tamle se Luka smeje, ker jih on dela, naredimo produkcijo, naredimo promocijo na YouTube, na inženirji.si. Mi to ves čas podbujamo po šolah, po fakultetah, na portalu kambi.si, pridete na inženirko leta. Samo to, da bom povedala, to je res en del navduševanja, ampak mi sami ne moramo, rabimo mlade inženirje. Rabimo inženirje, ki bi mladim povedali, zakaj so se to zbrali, pa zakaj je to dobro, pa koliko oni blazno uživajo. Zdaj pa lahko greste rešiti Kambi. Hvala lepa.